Po Kandijski cesti tudi kolesari. Čas je, da preobujete jeklenega konjička. Dedka Mraza letos ne bo na glavni trg. Dober večer. Po novomeški Kandijski cesti je po enoletni obnovi v teh dneh stekel promet v obe smeri. A kot kaže, ne za vse udeležence v prometu. Marsikaterega občana so namreč zmotili zakriti prometni znaki o prepovedi vožnje za kolesarje. Edino v Kandijskem križišču je znak jasno viden, zato smo se za pojasnila obrnili na občinsko upravo. Po Kandijski cesti od križišča v Žabji vasi do zdravstvenega doma so kolesarji pred obnovo nemoteno vozili. Ali je nekje narediti kolesarske, kaj je kje, prostor se ni. Se mi pa res ne zdi smiselno. Lahko bi se vozili. Kje pa se bojo? Ja, jaz mislim, da to ni v redu, ne, nikakor ne. Zdaj, če so šli že v tako rekonstrukcijo ceste, mislim, da bi bilo treba vse udeležence tukaj upoštevati. Ni prostora, nažalost, ni pa prav, ne vem, nekako bi mogli nekaj narisati, eno šporo tudi za kolesarje. Kot je povedal vodja projekta Kandijska cesta Jože Kobe, sta morala občina in projektant upoštevati pravilnike in uredbe, po katerih je na cesti s povprečnim letnim dnevnim prometom nad 7500 vozil vožnja za kolesarje prepovedana. A ti so doslej vseeno kolesarili po Kandijski cesti. Pravilnik je veljal že prej, očitno pa je direkcija v množici cest to spregledala in je bilo dovoljeno kot izjema. Občina je zato dala pobudo na Direkcijo Republike Slovenije za ceste za spremembo prometnega režima na tej cesti in že prejela soglasje. V smislu, da se spusti kolesarje na Kandijsko, s tem, da se sedaj pripravlja tehnični del, s katerim bo omogočena sprememba. Ne bo šlo za višinsko ločeno kolesarsko stezo, ampak bo označeno na samem cestišču z ustreznimi označbami. Novomeščani bodo torej lahko še naprej kolesarili po vsej Kandijski cesti, najverjetneje od pomladi prihodnje leto. Dotlej pa naj do središča mesta raje pešačijo ali pridejo z vozilom. Krški kulturni dom je star 36 let. Kljub dobremu vzdrževanju je potreben obnove, predvsem velika dvorana, ki s spremljevalnimi prostori meri slabih 2500 kvadratnih metrov. Občinski svet je dobra 2 milijona evrov vredno obnovo kulturnega doma uvrstil na seznam občinskih naložb za prihodnje leto. Temeljni kamen za delavski dom, kot so takrat poimenovali to stavbo, so postavili junija 1976. Svečano odprtje doma je bilo naslednje leto osrednji dogodek ob proslavljanju 500-letnice krških mestnih pravic. Notranjost objekta so skozi čas sicer deloma obnavljali, a je potreben celovite obnove. V tem primeru gre za večjo prenovo tega prostora, predvsem z zamenjavo sedežev, notranje školjke in tako naprej. Gre za dokaj velik poseg, ki bo hkrati tudi poseg v samo statično konstrukcijo tega objekta, tudi nekoliko energetsko sanira in tako naprej. Delavski dom so gradili samoprispevkom. Po osamosvojitvi Slovenije so ga poimenovali v kulturni dom in deluje kot zavod. Občina namerava večino potrebnega denarja za obnovo pridobiti iz Evropskega sklada. Smo se že prijavili na evropska sredstva, kjer računamo dokaj zajeten delež, se pravi nekje do 85% sofinancirane strani Evrope. To je tudi pravzaprav glavni motiv, zaradi česa smo, pravzaprav glavni vzgib, zaradi česa smo začeli in pristopili k temu projektu. Dom je pred leti po zaslugi donatorja dobil dvigalo za invalide. V društvu gluhih in naglušnih pa opozarjajo, naj pri obnovi dvorane ne pozabijo na slušno zanko. Tudi na zadnjem kongresu, ki je bil lansko leto, vseslovenskem kongresu, je bila ta želja izražena in mi smo pripravljeni sve temu prisluhniti in jo bomo tudi uredili. Obnovo doma naj bi začeli poleti prihodnje leto, trajala pa bo dobre pol leta. Pred vrati je 15. november, zato preverite, ali je vaš jekleni konjiček tehnično brezhiben in ima predpisano zimsko opremo, ki je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu obvezna od 15. novembra do 15. marca, pa tudi v zimskih razmerah. Zato imate le še 2 dni časa.
Ta teden imajo vulkanizerji precej več dela kot običajno, saj se veliko voznikov v zadnjem hipu odloča za menjavo letnih pnevmatik za zimske. Letos imamo nov avto, pa sem zdaj prišel vprašati za nove gume, za naročilo, za ceno in potem bom do petka to zamenjal. Zakon določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah med 15. novembrom in 15. marcem ter v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo, opremljena s predpisano zimsko opremo. Obvezna zimska oprema šteje 3 mm profila na zimskih pnevmatikah, lahko so seveda tudi letna platišča, samo letna platišča imajo daljšo zavorno pot, slabši oprijem na snegu, lahko pa imate seveda ustrezne verige za pogonska kolesa v avtomobilu, če imate letne pnevmatike. Mestnik v zadnjih letih opaža, da ljudje varčujejo tudi pri nakupu pnevmatik. Kupuje se srednji razred, lahko tudi nižji. Vsak izračuna, katere pnevmatike potrebuje za svoj način vožnje. Kdor več vozi, pač kupi boljše, je pa seveda z ceno ustrezno raste kvaliteta gume. Od 15. novembra bodo tako policisti pospešeno preverjali opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Globa je predpisana za voznike, ki nimajo zimske opreme v višini 40 €. Zelo pomembno pa je, da v primeru, ko voznik, ki nima zimske opreme in povzroči oviro s takšnim vozilom, pa je globa 500 € in pa 5 kazenskih točk. Zelo pomembna pa je tudi odredba o omejitvi prometa na javnih cestah v zimskih razmerah za tovorna vozila s priklopniki, vozila, ki prevažajo nevarno blago in izredni prevoz. Nikoli ni prezgodaj, da se mladi podajo v svet podjetništva. Na novomeški gimnaziji je potekal 3-dnevni podjetniški maraton Startup, kjer so dijaki predstavili svoje zanimive ideje. Predstavilo se je 5 tekmovalnih ekip, zmagovalno pa so sestavljali Luka, Katarina, Nec in Darko. Njihova ideja je Bilscan, katera bi omogočala učinkovito shranjevanje in beleženje računov ter nadaljnih, ko gremo v trgovino in hočemo garancijo uveljavljati, da bi imeli to vse v neki bazi shranjeno in da nam ne bi delo preglaviti iskanje teh računov in garancij. Čim prej, tem boljše. To jim bo koristilo tudi v njihovem osebnem življenju, saj se moramo podjetniško obnašati skozi na vsakem koraku. Startup gimnazije Novo mesto je zaživel tudi pod mentorstvom podjetniškega krožka, ki mladim omogoča, da se čim prej spoznajo s tem svetom. To je v bistvu trodnevni startup, na katerem dijaki od prve ideje do prototipa razvijajo rešitev oziroma nek problem, ki so si ga zastavili. Mi se danes moramo zavedati, da v bistvu ne živimo več v času, kjer boš bil pridan v šoli, pa boš naredil fakulteto s lepimi ocenami, pa te bo čakala služba. Tega danes ni več. Želimo jih v bistvu pripraviti, da morajo znati prodati in tako svoje ideje, kot tudi sebe. Če na tovrstnih dogodkih odkrijemo 3 nove mlade, ki bi jih v prihodnje z veseljem zaposlili, smo izpolnili svoje poslanstvo, dodaja Kitičeva. Letošnja čebelarska letina je odlična in Slovenci smo lahko ponosni na svoje čebelje pridelke. To namreč kažejo rezultati 14. mednarodnega ocenjevanja, ki so ga pripravili semiški čebelarji. V oceno so prejeli 325 vzorcev medu 168 čebelarjev iz 7 držav, ki jih je ocenila strokovna, mednarodno sestavljena komisija. Moram reči, da komisija je imela letos kar zahtevno delo, ker so bili vzorci zelo izenačeni, ampak mislim, da zmagal je najboljši in želim si, da ta tradicija ocenjevanja medu v Semiču ostane še naprej. Na zaključni slovesnosti so čebelarjem podelili 119 zlatih, 98 srebrnih ter 65 bronastih priznanj. Za šampiona ocenjevanja so razglasili akacijev med Gregorja Lužarja z Doba, šampionsko priznanje za najbolje ocenjen med iz tujine je prav tako za akacijev med prejel Darko Milinković z Hrvaške. Med vzorci medu belokranjskih čebelarjev pa je za cvetlični med najvišjo oceno prejel Bojan Pavlin iz Semiča. Na splošno lahko rečem, da smo čebelarji letos lahko zadovoljni z letino, s količino in tudi s kvaliteto. Zadovoljni pa so tudi zato, ker se je povečalo povpraševanje po slovenskem medu. V zadnjih 5 letih se je poraba slovenskega medu zvišala iz 0,9 kg na prebivalca skoraj na 1,5 kg, to pa je tisti korak naprej.
Organizatorji ocenjevanja v Semiču pa so zadovoljni, ker se je zaključne slovesnosti udeležila večina čebelarjev, ki so v oceno poslali vzorce medu, tudi iz tujine. Prišlo je 16 čebelarjev iz Bosne, iz Hrvaške so se pripeljali, tudi iz Švice. Torej so na vsa ta priznanja, ki jih tukaj damo, zelo, zelo ponosni. In to je porok, da bodo z ocenjevanjem medu v Semiču nadaljevali. V Novomeškem društvu prijateljev mladine Mojca pripravljajo veseli december že več kot 50 leti. Prošnje za donatorstvo pošljajo na več kot 3500 naslovov, a se odzove le 8. V Mojci upajo, da bodo letos zbrali potrebnih 89 000 evrov, sicer se bo dobri stari mož na Dolenjskem zavedno poslovil. V teh dneh imajo v društvu polne roke dela, se bodo obdarili 5000 malčkov v 7 dolenjskih občinah. Ravno danes so na dolenjska podjetja, obrtnike, ustanove in društva naslovili 3600 prošenj za donatorstvo. Nobeno leto dejansko ne bi bil problem, če bi se za neko darovano vsoto odločili tisti, ki že vsa leta stojijo ob strani in nas opazujejo, vendar njihovi delavci in pri njih zaposleni in otroci teh delavcev vsako leto pridejo podarila. Ponekod je tudi 800 otrok, dodaja Pavlin, ki med drugim omenja banke, zavarovalnice in gradbena podjetja. So pa v Mojci veseli tradicionalne donacije Krke v višini 20 000 evrov, 7000 pa so obljubili v Revozu. Občina naj bi prispevala 16 000 evrov, kar je 1000 manj kot lani. Z drugimi 6 občinami imajo sklenjene pogodbe, te pa bodo zbrale 20 evrov na otroka. Največja sprememba letos bo zagotovo, da otroke mestnih krajevnih skupnosti, teh je več kot 2000, ne bomo obdarovali več v športni dvorani Levna Štukla, ampak v prelepi dvorani Janeza Trdina. Prav tako dedek Mraz ne bo več pričakal otrok na glavnem trgu, medtem ko je prihod Miklavža še vprašljiv. Vse je odvisno od tega, ali se bodo med donatorji znašli tudi novi. Sicer pa v Mojci letos obljubljajo darilo za vso družino, ki naj ostane presenečenje. Prostovoljci Črnomaljske župnijske Karitas, ki so letos podelili že več kot 20 ton hrane in veliko oblačil, ugotavljajo, da je stiska ljudi vedno večja. Da bi jim lažje pomagali, so pripravili dobrodelni koncert s pomenljivim naslovom Podajmo si roko upanja. Veliko nastopajočih na odru in več 100 obiskovalcev koncerta v nabito polni dvorani Črnomaljskega kulturnega doma je vnovič dokazalo, da so pripravljeni pomagati ljudem v stiski. S prodanimi vstopnicami in donatorskimi prispevki so zbrali 5670 evrov. S temi sredstvi bomo pomagali predvsem mladim pri plačilu študentskih domov, potem pri plačilu voznih kar. Pomagali bomo številnim družinam z več otroki, dokupili bomo hrano in dopolnili osnovne prehrambene pakete. Potreb je sicer še veliko več, saj se na Karitas obrača vedno več novih prosilcev. Opažamo, da so tu predvsem mlade družine, katerih starši izgubljajo službo dan za dnem. So pa med njimi tudi številni posamezniki, zlasti starejši ljudje, kateri s svojimi dohodki težko preživijo. So tudi ljudje, ki so do nedavnega živeli materialno lepo preskrbljeno, pa se v trenutku znašli v stiskah. In ker se to lahko zgodi vsakemu, moramo pomagati drug drugemu, je bilo slišati na dobrodelnem koncertu. Mogoče ravno čas, v katerem smo sedaj, govori o tem, da vidimo stisko, bolj smo osredotočeni na človeka in zaradi tega radi pomagamo. Ljudje pa ne potrebujejo le materialne pomoči, dodaja Kokotec. V stiski iščejo tudi prijazno besedo in stisk roke, zato lahko pomagamo in postanemo Karitas prav vsi. 2 novomeški športni ekipi sta zabeležili pomembni zmagi. Najprej so nogometaši Krke v zaostali tekmi 17. kroga prve slovenske nogometne lige na gostovanju pri Velenjskem Rudarju presenetljivo slavili z 1-0. Strelec odločilnega gola je bil nekdanji član mladinskega pogona Urban Kramar, ki je zmagovalca odločil z golom z glavo v 79 minuti. Zmagali pa so tudi košarkarji Krke, in sicer v drugem krogu pokala Euro Challenge, ko so gostovali na madžarskem pri moštvu Fortresa. Novomeščani so bili vse srečanje v vodstvu in na koncu zanesljivo slavili z 58-41. Največ točk, 17, je dosegel domači kapetan Edo Murić.
Le zmage pa prinašajo točke in boj za najvišja mesta. Naj bo čim več. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.